En lep pozdravček vsem na strani Barbara Mali. Jaz sem Barbara Mali, tisti, ki me še ne poznate. Evo, sem rekla, danes se javim z eno stvarjo, ki vam bo lahko zelo olajšala življenje. In sicer, naslov tega liva je Ste romantik. In to ne mislimo, mogoče bom tudi kaj o tem kasneje govorila, ne v tem smislu, pač da ste do nekoga v smislu, ko ste z nekom v odnosu, da ste romantični. Jaz mislim tukaj, oziroma o tem, kar bom danes govorila, mislim neko drug pravzaprav romantični pogled na svet, in sicer, če imate nekoga v svojem življenju, ali je to lahko partner, lahko je otrok, lahko je brat, sestra, lahko delate z ljudmi in v njih vidite neke potencijale, njihovo briljantnost, neko inteligenco, neke talente, neke kapacitete, neke zmožnosti in vidite, koliko dejansko bi lahko ustvarjali svoje življenje, kam se bi lahko razširili svoje življenje, če bi to izbrali. In koliko od vas ful energije porablja za to, da skušate te ljudi prepričati, da naj to izberejo. Oziroma se z njimi kregate, jih prepričujete in govorite, kaj bi bilo dobro za njih, in oni tega ne izberejo in ne izberejo. In še vedno živijo na svoj način, pač tako izbirajo na svoj, pač kot je njim, pač karkoli že izbirajo. In to je tisto, ne, torej ta romantični pogled na ljudi v smislu, namesto da bi se vprašali, ok, resnica, bo ta oseba kdaj to izbrala, in pogledali, če bo sploh ta oseba kdaj to izbrala, in če ne bo, da se nehamo matrati, nehamo izgubljati energijo s tem. Ker če pogledate, zdaj, če imate kakšne take ljudi v svojem svetu, v svojem življenju, vprašajte, pač, mislim tako, če koga tako prepričuje, da izberi to, vprašajte se, torej resnica, a bo ta oseba to izbrala. In če je težka energija, to pomeni ne. Če je lahkotna energija, to pomeni ja, vlagite tja energijo. In torej, kar povzroči, torej, da se, če nekaj vprašamo in se ob tem počutimo lahkotno, to je pač resnica, ja, ne. Če se ob nečem počutimo težko, potem je to pač ni. In veliko imamo takih ljudi, mi vidimo v njih to, ne, pač vidimo njihovo briljantnost, ampak ne bojo ti ljudje nikoli tega izbrali. Ker imajo pač določene poglede o sebi, na sebe, ki jim to preprečujejo izbrati, in jaz mislim, da je boljše, da usmerjamo to energijo kam drugam, v kreacijo česa drugega, kot pa da pač izgubljamo energijo tam, kjer pač nekdo ne bo ničesa izbral. A ne, to je ena stvar, to je ta romantični pogled na svet. Oziroma tudi, če imate stranke in jih skušate, tako kot bi rekla, katapultirati nekam, kamor sami niso voljni iti, in da jih prepričujete, ne vem kaj. Mislim, tako, vprašajte se, ok, bo ta oseba kdaj to izbrala. In če je lahkotno, a ne, torej, če je neka ekspanzija, začutite neko lahkotnost, ja, ok, dajte še naprej podpirati, vlivati upanje, oziroma karkoli že počnete na svojstven način. Če pa je ne, a ne, torej, če je težka energija, pač pustite jo, a ne, torej, ljudje izbirajo, kar izbirajo, zato ker pač to izbirajo, a ne, kreirajo svoje življenje na tak način, kot jih kreirajo, in tudi na nek način se delamo pač s tem, a ne, da če skušamo nekoga potisniti nekam, kar sam ni voljan izbrati, superiorne nad njimi. A ne, kot da je to pač, kar oni izbirajo, kot da je to narobe. Pa ni. Torej, izbirajo zato, ker jim je to všeč, zato, ker imajo to radi. In vse, kar je to tudi zdaj prineslo na plan za vas, bi bili pripravljeni vse to zdaj razgraditi in uničiti. Zdaj bom pa uporabila čistilno izjavo Access Consciousnessa, right and wrong, good and bad, pod and pok, all nine shorts, boys, povats and beyond, s katero vržemo te stvari, ki so zdaj prišle na plan iz obstoja. Imamo, neki ljudi imamo tukaj, neki gledalcev. Hello, živijo, Matjaž, pa še enih parih je. Pa še vsi tisti, ki boste to kasneje pol gledali. Potem recimo, koliko od vas skuša dobiti neki
torej ali neko priznanje, ali neko potrditev od svojih staršev, od partnerja, od šefa, od prijateljev in tega kar ne dobite, oziroma imate neko projekcijo, naprimer, da bi mogel vaš starš biti na določen način, da bi vam mogel določeno stvar dati, ali pa da bi vam mogel partnera določeno stvar. In to je spet, ta pravzaprav, mislim, tukaj ne govorimo več o romantičnem pogledu, ampak to so že projekcije in pričakovanja, s katerimi pa, ker to ni izpolnjeno, gremo dejansko v neko sodbo te osebe, zavrnitev in ločitev te osebe, kot tudi sodbo sebe, zavrnitev in ločitev od samih sebe, in potem ne moramo prejemati več od te osebe, karkoli nam je pa zmožna dati, oziroma tisti prispevek, kar bi nam lahko prispevala. In se vprašajte, torej, če imate kako osebo v svojem življenju, ker si prizadevate, da bi nekaj dobili od nje, vprašajte se, ok, ta oseba sploh zmožna to meni dati. In če je težka energija, ni vam zmožna tega dati in se nehajte tam matrati. A ne nehajte izgubljati tam energijo, škoda vaše energije. In pol, kaj tam počnem? Pol se je zimo, pol ja, to bi mogla, to bla bla, ne, celo življenje si že prizadevam za to, bla 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 bla. Škoda, a ne, vprašajte se to. Če boste dobili lahkotno, torej če bo lahkotna energija, ko se boste vprašali, ok, mi je ta oseba zmožna to dati, pol je, to bo se zgodilo, ampak prej ko slej, ne vemo kdaj, a ne. Najprej si dajte to stvar sami sebi, karkoli pričakujete od nekoga, ampak če pa težka energija, pa usmerite energijo nekam drugam. Potem pa še mogoče ena stvar, ki se tudi nanaša na te projekcije in pričakovanja, torej ko vstopamo z nekom v odnos ali pa ko spoznamo nekoga in ta oseba določene stvari dela, ki nam niso všeč, in mislimo, ja, bom jaz pol, ko grem pač kom skupaj z njim, bom, ne vem, pokazala, da to je lahko drugače, ali pa pol se bo spremenil, ker bo zaradi moje ljubezni, ali pa ne vem, pač karkoli že. A ne, torej, če ta oseba nekaj na začetku počne, ko smo se spoznali, je velika verjetnost, da bo to počela tudi kasneje. A ne, tako da zaupite v to, da to, kar počne zdaj, velika verjetnost, da bo to počela kasneje. In ja, če vam to že na začetku ni všeč, verjetno tudi kasneje več ne bo všeč. Tako da, in to je dejansko, govorimo tukaj o enem elementu intimnosti, in sicer zaupanju, torej v Accessu govorimo o 5 elementih intimnosti, in sicer je to zaupanje, spoštljivost, hvaležnost, ranljivost pa dopuščanje. Torej, zaupanje je eden od elementov intimnosti in ni zaupanje v smislu slepa vera, ja, jaz ga bom spremenila, jaz ga bom naučila, ne vem, ali pa jaz jo bom naučil, jaz bom spremenil, bla bla bla, ampak če to počne že na začetku, verjetno bo to počel tudi kasneje, pa če to je ženska počne že na začetku, bo verjetno počela tudi to kasneje. Tako da, in to je zaupanje. In ja, vse, kar je to zdaj prineslo na plan za vas in koliko zdaj od vas tudi tako gledate te svoje odnose, ki jih imate in samo tako šite, v bistvu pričakujemo od enih ljudi nekaj, kar pač enostavno mi ne morejo dati, ali pa niso, mislil sem, da se bo spremenila, ali pa mislila sem, da se bo spremenil, pa itak je že to na začetku počel. Ja, tako da to je tako v smislu ta romantični pogled na svet, ne, torej, da dejansko nehate usmerjati energijo nekam, kar pač, kjer ne bo se nič zgodilo, kjer ne boste dosegli tistega, kar bi radi dosegli, in drugače pa boste romantični v odnosih, a ne, to je pač lepo v smislu, da za nekoga poskrbite, mu naredite kakšne lepe stvari, geste, mu govorite kakšne lepe besede. Če je to všeč, boste to. In drugače pa bolj to, no, to sem danes z vami želela bolj deliti, da ne usmerjate energijo nekam, kjer pač ni dobenega rezultata. Tako da, ja. Upam, da je bilo ta danes prispevek, če vam je bilo všeč, všečkite, delite še s kom, da bo še kdo se osvobodil, pa še lahkotnejši postal, tako da in imejte se lepo v tem čudovitem poletju in se še kaj vidimo, pripravljam tudi nekaj novosti, tako da ampak najprej grem malo na počitnice, pol pa malo v tujino, pa se vidimo spet julija. Tako da, čau, čau!